v sredo. Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni, 6 točk je znova razlika na vrhu prvoligaške lestvice, potem ko je bila Olimpija 100% prejšnji teden, Maribor pa polovično uspešen proti primorskima kluboma. Doma se je moral izvleči proti Kopru za 3 točke, prej pa izgubil proti Primorju. 3 super tekme včeraj, 16 goli, bravo Domžale si je ogledal Boštjan Janežič. Živijo. Celje Nafta, Marko Cirman. Dober dan. Maribor Koper pa Jože Pepevnik. Zdravo. V drugem polčasu tudi o reprezentanci slišali bomo Adama Gnezdo Čerina, njegov Panathinaikos se je v konferenčni ligi meril z naslednjim tekmecem Celja, s Fiorentinom. Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Začnimo v Mariboru, super tekma, ko je bilo 2-1 za Koprčane, Jože si rekel, da ne vidiš, kako se bo lahko Maribor izvlekel iz te tekme, pa je vijoličaste rešil kdo drug kot Hilal Savdani, ne? Ja, tam okoli 60 minute sem novinarjem na tribuni rekel, da izgleda, da bo Maribor 2 dni še igral, pa ne bo dal gola. Ampak je potem Ivica Goberac po tekmi dejal, da je v bistvu zadnje pol ure Koper fizično padel, da nogometaši nekateri niso dovolj dobro pripravljeni za v bistvu 90 minut tempa, ko vodiš in te hkrati ena ekipa lovi in seveda te postavlja pod dodaten pritisk. Bil je tudi zelo odprto nezadovoljen z nekaterimi posamezniki po tekmi, izpostavil je v bistvu eno menjavo, ki jo je Koper opravil v drugem polčasu in je dejal, da je tista menjava Kopru naredila veliko slabega. Govoril je torej o, samo da jo poiščem, menjavi, torej ko je na teren prišel, če se ne motim, Groznica, in je dejal, da enostavno je Koper s tisto menjavo veliko izgubil. Ja, Matondo je šel s terena, Matondo je bil asistent tudi pri zadetku Juriča in Groznica je prišel na igrišče v 71 minuti in potem je Koper od tam naprej nekako dodatno še padel, tako da je Ivica Goberc dejal, da je bil ta poraz v bistvu koperska zasluga, ne da ne bi bila seveda mariborska, ker je Maribor pokazal kvaliteto spredaj, ampak da je Koper precej padel v zadnje pol ure. Kaj pa sicer ta fizična pripravljenost Maribora, zdaj 2 tekmi odločil na koncu, torej 2 pomembni tekmi proti bodisi konkurentu za naslov, bodisi konkurentu za Evropo. Omenil si, da je Koper padel v drugi polovici drugega polčasa, fizično pa Maribor pripravljen za dolgi tek, ne? Yes, čeprav Boštjan Cesar je izpostavil, da je viroza v zadnjih dneh ujela tudi mariborski tabor, da je bilo kar nekaj nogometašev takole na pol pripravljenih, da torej manjkajo Jan Repa zaradi kazni, tako da je Nejc Viher dobil priložnost od prve minute na sredini igrišča šele pri 17 letih. Je pa Maribor veliko, če je Koper izgubil s isto omenjeno menjavo, je pa Maribor veliko pridobil z menjavama o polčasu, ko sta Žiga Repa in Niko Grlić zamenjala Regbo in Komaromija, ki na obeh krilnih položajih nista bila najbolj v pomoč v obrambnih nalogah predvsem, in tu je potem Maribor predvsem z Grlićem, ki je igral levo pred Šejijem Odžom, veliko dobil, oziroma je Odžo bil v drugem polčasu pa vsem drug nogometaš, tudi zato, ker je imel pred seboj nekoga vendarle nekoliko bolj ne samo dnevno razpoloženega, ampak tudi včeraj obrambno odgovornega. Tako da ja, na koncu ni pa presenečenje, ne? 2 gola Tete, 1 gol Sudani in 1 zadetek Elmaza, v bistvu, čeprav je uradno tisto avtogol vratarja Kopra. Ampak če bi človek dejal, da bo Maribor dosegel 2, 3 ali pa 4 gole in bi ugibal, kdo jih bo dosegel, ne bi bil daleč od tega, kar se je na koncu zgodilo. Ja, res ja. Razmišljal sem, Elmazov drugi rumeni karton proti Olimpiji in rdeči karton igralca Lugana proti Celju na koncu za 11 metrovko, ki je prinesla podaljške. Ste videli kakršnekoli usporednice med tema, ker pri Elmazu za drugi rumeni karton smo se precej jezili, udaril je žogo in potem z izvenom svojega brcanja zadev igralca Olimpije pač v nogo, in podobno akcijo smo potem videli za rdeči karton Lugana proti Celju. Spet igralec udaril po žogi in potem zadev, mislim, da Kvesiča tam za 11 metrovko. Kaj paralel, kaj usporednic? Nobene.
Ne, mislim, ni. To, kar je bilo v Švici, je bilo nevarno za koleno Kvesiča, če se prav spomnim. Marko bo precej bolje vedel, ampak koliko je bilo po televiziji, je to bilo res visoko dvignjena noga, izbita žoga in potem kramponi pod koleno, če se prav spomnim. Kramponi v koleno. Ja, Elmas je izbil žogo in vprašanje, mislim, bil je morda minimalen dotik. V bistvu ni bilo, da bi Elmas šel korak tamo, ampak je tam šel v korak Elmazu. Jaz ne vidim nobene usporednice. Ja, trener Lugana je zelo čudno razmišljal, zakaj 11 metrovka in zakaj rdeči karton. Zelo grd prekršek je bil tisto videti v zadnjih minutah rednega dela povratne tekme. Marko, si ti videl kakšne usporednice med enim pa drugim prekrškom? Ne. Ne. Super, kratko, jedrnato, gremo naprej. Koper bo prevzel, če že ni prevzel Slaviša Stojanović nazaj v slovenskem klubskem nogometu in moram reči, da je prevzel v klubu relativno solidnem položaju. Koper je v igri za Evropo. Če mu uspe priti v Evropo, mislim, da bo to super sezona za Primorce, ne? Ja, že včeraj je bil na tekmi v Ljudskem vrtu, delil napotke, povabil ga je ugledni koprski, jasno s soglasjem očeta in sina Guberac, Safet Hadžić in Svetega duha. In ima Slaviša že verjetno precej podatkov o koprski igri, če tudi jasno, da si jo igro Kopra tudi ogledal, ampak Hadžić mu je že razložil načrt Kopra za preboj v Evropo. Če lahko tu uskočim, zelo zanimivo je bilo, Ivica Guberac je na tiskovni konferenci po tekmi dejal, da pa zdaj Koper dobi pravega trenerja, da on niti noče biti v tej vlogi, da se ne počuti dobro kot začasni trener in da je v bistvu vesel, da te vloge več ne bo upravljal, da je dobil Koper trenerja z dobrim življenjepisom, renomejem, ga je hvalil, Slaviša Stojanovića, torej še preden je klub, oziroma v bistvu še ni Koper uradno potrdil, če se ne motim, Stojanovića. In zelo zanimiva izjava Juriča, torej strelca zadetka, torej Tomija Juriča, ki je bil na tiskovni konferenci, ki je kar namignil, da se z prejšnjim trenerjem Oliverjem Bogatinovom očitno ne on, ne njegov brat nista najbolje razumela in da je bil vesel, če lahko citiram, mislim, da iz glave, nekaj v smislu, končno dobimo pravega trenerja, ki nas bo postavil tako, kot je treba. Nekaj takega je dejal torej Jurič. Tako da jaz mislim, da ima Slaviša Stojanović nekaj zanimivega materiala v Kopru, iz katerega lahko marsikaj naredi. Ivica Guberac pa je dejal, da je absolutno cilj Kopra boj za evropska mesta in če tudi je za hrbtom Celje, ki bo verjetno stiskalo do konca sezone, je koprska ambicija priti v Evropo. Trenutno na lestvici Olimpija 57 točk, Maribor 51, Bravo 45 in potem s tekmo manj Koper 41 in Celje 39. Celjani so se približali vrhu po zmagi s 3-2 na domačem igrišču proti Nafti. Spet so se morali reševati. Marko, zapisal si na Twitterju na koncu, spet švicanje po švicanju v Švici. Ja, druga infarktna tekma v zadnjih 3 dneh, enostavno zmaga po celsko spet, bi lahko rekli. Niti ni tako slabo bilo videti, ni bilo pa briljantno. 9 nogometašev je zamenjal glede na postavo v Luganu Albert Riera. Vidi se, da nekateri enostavno niso kos njegovim zahtevam. Ne vem, če grem po vrsti, Nino Kouter ima nad glavo iztek pogodbe in to se mu vidi, da igra pod pritiskom napak, da ni sproščen, da je zakrčen. Veliko napak, tudi Škinasa pri osnovnih prvinah nogometne igre podaja na 20 metrov in tako naprej. Matka je hitro zamenjal, ker ni kliknil v prvem polčasu z Edmilsonom. Potem pa so po stari navadi prišli v igro prvokategorniki Zabuko, Nikučić in Svetlin. Prišel je tudi
ko je iz 3. švedske lige prišel v zadnjem prestopnem roku igro Čidi in podal za enega od zadetkov. Tako da ja, pocelsko, no, kadar teče voda v grlo, je Celje drugačna zasedba, kot pa takrat, ko ima 1-0 in bi, kot bi rekel Riera, moral ubiti tekmo oziroma kill the game, kot reče, ampak tega ne storijo, potem pa prepih v obrambi 6. zapored je Celje prejelo vsaj en gol na domači Zelenici v domačem prvenstvu. Nafta je spet, tako kot Primorje v prejšnjem krogu, skoraj podobna tekma, zavohala kri, dosegla 2 gola in na koncu potem za Bukovnik in pa spet Kučis ker smeje se uradnikom v Celju, kot sem videl včeraj, vsi so en glas zatrjevali, pa se smo navajeni. Na koncu, po zaostanku z 2-1, zmaga s 3-2 za Bukovnik in Kučis, oba si omenil, oba rezervista in Kučis je znova zadev v sodnikovem dodatku. Malo gledalcev je bilo na tekmi, dobro pa gredo vstopnice v prodajo za Fiorentino, če sem prav zasledil, ne? Ciniki bi dejali, da mora priti vijolični klub v Celje. Zelo, zelo slab obisk. Ko sem objavil, da je prišlo 850 gledalcev pozdraviti četrtfinaliste konferenčne lige, sem dobil odgovore, da termin ni bil v redu, da je bilo mrzlo in da je bila nedelja zvečer 20:15, da je igral Dončić, da je igral Atletico in da je igrala Barcelona, ampak potem sem kar hitro odgovoril, da tudi tekma proti Fiorentini bo pa v četrtek ob 21. uri in tudi ta termin ni najbolj ugoden za tiste, ki hodijo v službo. Skratka, karte proti Fiorentini gredo za med, obe tribuni sta že razprodani, tako vzhod kot tudi sever, zdaj na jugu, odvisno koliko bo viol, pa ne tistih od Konic naprej, ampak tistih iz Ferenc. Tiste od Konic naprej, mimo grede, imajo vijolično barvo prav zaradi Fiorentine. Ne vem, kakšna je že zgodba, Jože, ti verjetno veš, ampak takrat, ko so dobili nove barve, torej 1960, je mislim, da nekdo z vijoličastim dresom iz Firenc prišel in potem so... en je šel na sindikalca v Firence, pa je kupil par dresov. Če se ne motim, je kapetan prvi Oto Blaznik predlagal vijolično barvo, zato ker je bil prejšnji klub, torej branik črno-bel. Vemo, črno-bela je bila takrat tudi Olimpija, še črno-bel je bil in je Partizan. Mestne barve so rdeča in bela, kar je bila takrat seveda Crvena zvezda in ne vem, lahko bi se zgodovinsko drugače razpletlo, pa bi vzeli stare pokrajinske barve Štajerske, ki pa sta zelena in bela, ampak bi imeli čisto drugo zgodovino. Vse včasih so bili vsi črno-beli, če ni bilo barvne televizije. Tudi to res. Aj kakršnakoli možnost, da bi odprli tisto tribuno nasproti glavne? Zahodna tribuna je stvar taka, da manjkajo po zahtevah UEFA vrtljiva vrata, manjkajo kamere in še nekaj, tudi ozvočanja ni tam, tako da to so vsi predpogoji, ki jih zahteva UEFA za igranje na evropskem nivoju, ampak težava je lahko tudi v tem, oziroma ni težava zagotoviti vse to. Težava je, če lahko da UEFA sredi sezone zeleno luč. Mislim, da imajo samo nek slot na začetku sezone, ko ti potem dovolijo za celo sezono. Ne vem pa, če je vmes, lahko ti nadgrajuješ in potem dobivaš kljukice od UEFA. To se bodo morali še pa dogovoriti, ampak glede na to, glede na takšno povpraševanje, mislim, da Celje v boljši pogajalski poziciji, kot bi pa bilo v kakšni drugi situaciji. No. Mislim, da bo zdaj stadion, če bo odprt, prvič res nabito poln po evharističnem kongresu leta 2010, tik pred tekmo Slovenija-Alžirija. Ok, Bravo, Domžale 3-3, Bravo vodil z 2-0, potem Domžale zgolj v drugem polčasu s 3-2, na koncu pa točka za obe ekipi 3-3, še ena od super nedeljskih tekem v prvi ligi, Boštjan. Ja, kot bi po
visokem vodstvu z 2-0, Bravo, psihološko zelo padel, se že nekako sprijaznil oziroma zadovoljil s tem, da je zmagovalec odločen. Kasneje je zrl oči drugemu zaporednemu porazu. V glavnem vsi težkokategorniki na igrišču. Igrišče je po dežju dovolj dobro pripravljeno, ampak začetek je bil samo po notah Brava, vodstvo z 2-0, še zapravljena priložnost Ivanška, še prečka Poplatnika, potem pa so s 3-2 povedli po avtogolu kapetana Španringa, gostje iz Domžal. Prej brat reprezentanta Jana Mlakarja, Luka Mlakar, 18-letnik, dosegel pretkan gol ob oddaljenejši vratnici, je z glavo težko prišel do žoge, potem pa je v loku spravil za hrbet vratarju Orbaniču, ki je stotič branil za Bravo. Veterana na igrišču pri Domžalah, različno ocenjena kapetan Vučkič, zdržal vso tekmo, dobro pokrival, razdiral akcije Brava. Lazarevič ni v pravem pogonu, veliko teka v prazno, potem pa z menjavami Aleš Arnold napravil tisto bolj čvrsto 11-terico, da je Gidado po strelu daleč izenačil na 3-3. Si zdaj po nekaj bolj optimističnih, bolj spodbudnih predstav Domžal, ti bolj optimističen, da bi jim lahko uspelo, da bi obstali v prvi ligi ali pa vsaj prišli do 9. mesta in si priborili kvalifikacije? Ja, še bolj razmišljajo po tem v začetku spomladanske sezone v Domžalah bolj resno, ampak toplo-hladno igrajo, odlično proti Olimpiji, pa potem povprečno na umestni tekmi, pa sedaj proti Bravu, tudi z nekaj sreče. Vse je bilo nekako v rokah Brava, pa čeprav so Domžalčani vodili s 3-2. Ni videti uigrano in čvrsto moštvo. Mislim, da se kar precej muči Dejan Dončić, trener Domžalčanov. Opravičilo pa navijaški vojski Brava, ker je klub brez zmage, odkar je Aleš Arnold gostoval v Žoga je okrogla. Ja, upam, da ga nismo džinksali. Bravo, precej boljši Kdo upa prideti naslednji? Ja, precej boljši proti ekipam iz zgornje polovice lestvice kot proti spodnji, torej 4 tekme zapored proti ekipam iz spodnje polovice lestvice in 3 točke od možnih 12, 3 remiji in 1 poraz. Naslednji tekmec, če gledamo samo to razmerje, bo ugoden za Bravo, kajti po reprezentančnem odmoru bo ljubljanski derbi. Olimpija bo torej igrala proti Bravo. Olimpija premaga Radomlje, Floruc je zgrešil precej zglednih priložnosti, na koncu pa po golih v zadnje pol ure tekme Ristić, Agba in Brest so zadeli za 3-0, preostala tekma v prvi ligi v tem koncu tedna pa Mura, Primorje 3-1, Vizinger je dosegel 3 gole, le en mu še manjka, da bi dohitel Raula Floruca na vrhu lestvice strelcev. Tu bi samo nekaj še dodal, če lahko, Luka. Dario Vizinger je prvi nogometaš Mure, ki je med slovensko nogometno elito za ta klub v eni sezoni zabil 2 hat-trika, so zapisali pri NŠ Mura na njihovem uradnem profilu, torej štejejo slovensko samostojnost, torej tudi Muro v prejšnjih oblikah, če smo povsem natančni. In me je zelo presenetilo, da Štefan Škaper nikoli ni dosegel 2 hat-trikov za Mura. V eni sezoni? Ja. Neverjetno. Zanimivo. Drugi polčas. Preden gremo k reprezentanci malce po Evropi, Atalanta Inter 0-2, sinoči Atalanta zdaj 6 točk zadaj, Carlos Augusto in Lautaro Martinez sta zadela za 2-0. Fiorentina, ki bo četrtfinalu igrala s Celjem v konferenčni ligi, je premagala Juve s 3-0, kar pomeni, da je Juve zdaj na 5. mestu, Bologna ga je prehitela, torej na zadnjem mestu, ki še vodi v Ligo prvakov, kar pomeni, da nekdanji klub Thiaga Motte ima zdaj točko prednosti pred sedanjim klubom Thiaga Motte. V Nemčiji Leverkusen je izkoristil nov spodrsljaj Bayerna 1-1, je bilo v Berlinu proti Unionu, Stuttgart je proti Bayerju 2-krat vodil z 2 goloma prednosti, Leverkusen pa je na koncu zmagal 4-3, Šeško je podal za prvi gol v zmagi Leipziga proti Dortmundu z 2-0. PSG je dobil klasik, s 3-1 je bil boljši od Marseille, 19 točk prednosti ima na vrhu francoskega prvenstva.
Newcastle je osvojil prvo domačo lovoriko po 70 letih, Liverpool je premagal v finalu ligaškega pokala z 2-1, slab teden za Liverpool po izpadu iz Lige prvakov, slab teden pa tudi za Atletico, potem ko je izgubil proti Realu v osmini finala Lige prvakov, je proti Barceloni vodil z 2-0 v 70 minuti, potem pa je izgubil 4-2, v pokalu se je uspel vrniti, ko je bil ravno takšen tok izidov, 2-0 vodstvo, potem 4-2 zaostanek, tam se je končalo 4-4, tu pa Atletico ni našel poti nazaj, Jamal in Torres sta zadela v sodnikovem podaljšku za zmago Barcelone. Je še kdo kaj opazil v evropskih ligah, na kar bi morali biti pozorni? Smrt, davki in to, da Atletico ključne tekme grdo skozi okno. Res, kar malce mi je žal za njih, sploh po tej nesrečni 11-metriki Alvareza v Ligi prvakov, pa seveda zaradi Obla, pa ker se mi zdi, da so od te vodilne trojice v Španiji najbolj simpatični. Ne? Ja, no, dobro, to je zelo subjektivno, ampak se mi zdi, da je bil Atletico takrat, ko je Jan Oblak prišel v klub, oziroma ko je dvakrat tudi igral v finalu Lige prvakov, da je bil morda napadalno manj raznovrsten, manj sposoben se nadigravati. Tudi manj kakovostne igralce je imel. Verjetno res, ampak je pa bil obrambni beton. In vodstvo z 2-0 tisti Atletico ne bi stran. Tudi proti Messijevi Barceloni, recimo. Nikoli. Tako da se mi zdi, da je to ta glavna razlika. No? Ja, verjetno ne bo prišel kapetan reprezentance dobre volje na zbor v enem tednu, konec Evrope, konec bolj kot ne sanj, tudi v naslovu španskega prvaka, ampak verjamem, da bodo strelci bolj razpoloženi. Ja, res. Slovenija bo igrala Slovaško v Ligi narodov, zmagovalec bo igral v Ligi B, prva tekma bo v Bratislavi v četrtek, druga tekma bo v nedeljo v Stožicah. Tekmec, s katerim je Slovenija precejkrat že igrala, le enkrat izgubila v 7 dvobojih. Kek je rekel, da bo izstavil na izkušene in uigrane, ker nima veliko treningov. Današnji trening, torej ponedeljkov, bo še regeneracijski za mnoge, ker so včeraj mnogi še igrali. Morda bo edini pravi trening torkov, ker v sredo že sledi pot v Bratislavo. Reprezentanti moram reči, da po večini v svojih klubih kar igrajo, edini morda od tistih, ki so največkrat v prvi 11-terici, je Petar Stojanović, ki v Italiji pri Salernitani ne dobiva veliko priložnosti. Vsi ostali pa če ne polna minutaža, pa vsaj dvotretinska, Boštjan, ti bi rekel, da če niso med 11, so med 14 oziroma zdaj 16, ko je na voljo 5 menjav. Tako da iz tega vidika kar dober obet za slovensko reprezentanco. Ja, razmišljali so že pred zborom nogometaši o tej tekmi. Želja je ostati v B skupini Lige narodov, tudi precej bolj zanimiva za slovensko nogometno občestvo, kot pa tista tretja kategorna liga. Verjamem, sem optimističen. Slovaki menjajo generacijo oziroma imajo že bolj kot ne pomlajeno reprezentanco, tako da verjamem tudi vsled tega, ko Kek pravi, da minutaže in učinki klubski niso tako pomembni v slovenski reprezentanci, kot pa volja in potem agresivnost ter čvrstost na igrišču. Jože, Marko, sta videl tudi optimista? Jaz sem. Zakaj? Ker sem Slovenec in bom držal pesti za Slovenijo. Ne vem, zdaj pa se mi zdi, da reprezentanca zdaj že nekaj let ni več takšna vrečka presenečenja, da bi nas moralo skrbeti pred vsakim zborom, da zdaj to stvari štimajo, sploh ogrodje reprezentance je zdravo, igra, kot si rekel, in to ne bi bil velik plus. Poleg tega pa menim, da imamo Slovenija, da ima precej boljšo, kakovostnejšo reprezentanco, ko govorimo o posameznikih kot Slovaška, tako da mislim, da bi to lahko bil plus za Slovenijo. Poleg tega pa nekako se zdi, da bi Slovenija lahko tudi bolj napadala, ne igrala tako, kot je bila vajena v zadnjem obdobju, oziroma proti čvrstejšim, kvalitetnejšim tekmecem, da se bo lahko tu nadigravala. No? Jože?
Mene zanima ta dinamika v vezni vrsti. Vemo, kako ustaljeni so tam Slovaki z Dudo in pa z Lobotko, še s kom seveda, tako da tu me zanima, kako bo Slovenija. Se mi zdi, da tu se zna seveda lomiti tekma, kar je klišejsko pregovorno, ampak ja, v napadu, v vratih, tudi v obrambi se mi zdi, da ima Slovenija več adutov. Tudi razmišljam, da bi bila Elšnik in Adam Gnezda Čerin boljša kot jeseni na sredini igrišča v zvezni vrsti. Zeljković, ki igra na Slovaškem, bo pritiskal vsaj za kakšne minute na teh tekmah. Nisem videl, kakšen gol je dal. Fantastičen gol na derbiju. Mislim, da Marko nam sporočil, da sta zadela in Bajrić in Zeljković na slovaškem derbiju, Slovana in Trnave, in Zeljković je z 25 metrov res izjemen zadetek. No. Poglejte si ga vsi. Super. Tudi Sešljar verjetno za kreacijo igre za kakšne minute trka na vrata selektorja Matjaža Keka oziroma 11-terice v reprezentanci. Mlakar ne prihaja po porazu na Rujevici dobro razpoložen na reprezentanco, ampak v reprezentanci marljiv Mravljica. Verjetno s široko igro, zato omenjam tudi krilna položaja, bi bili Slovaki verjetno lažje premagljivi. 3-0 je zmagala Reka v derbiju vodilnih hrvaškega prvenstva in ima tako zdaj se je utrdila v vodstvu oziroma ima zdaj 5 točk prednosti pred Dinamom na vrhu lestvice. Vmes je Hajduk, če se ne motim. Gremo pa zdaj na Brdo pri Kranju, tam se vselej zbere reprezentanca pred akcijami in tekmami v reprezentančnem pogonu. Adam Gnezda Čerin je naš sogovornik. Najprej prisluhnimo, kaj pravi o tekmecih, o Slovakih. Pa mislim, da je Slovaška dokazala na evropskem, podobno kot mi, da so ena resna reprezentanca, kvalitetna reprezentanca, tudi za precej sreče predvsem nesreče so izpadali proti favoriziranim Angležem in zagotovo imajo kakovostne posameznike. Ampak na drugi strani tudi mi smo dobra ekipa, smo tudi že mi pokazali, kaj lahko in zagotovo so premagljiv nasprotnik. Vsak nas je za vas pripravil eno vprašanje in sicer Jože sprašuje, če tako kot on in mnogi drugi ste negativno presenečeni, da po Evropskem prvenstvu ni prišlo do odmevnejšega prestopa kakšnega od reprezentantov? Ja, zagotovo, da sem osebno pričakoval, prvo, če govorim zase, mogoče nek prestop v kakšno boljšo ligo. Tega ne skrivam. Prav tako tudi za ostale fante. Zdaj, razlog, zakaj je tako, ne vem, morda je razlogov več, ampak generalno mislim, da smo, kar se tiče Evropskega prvenstva, odigrali eno zelo kvalitetno prvenstvo. Mislim, da smo se vsi igralci predstavili v zelo dobri luči. Zdaj, dejstvo, da ni nekdo prepoznal te kvalitete oziroma jo je, pa pol se te prestopi niso zgodili, kakor sem rekel prej, razlogov je najbrž več, ampak mislim, da tudi tako smo fantje v dobrih klubih in igramo v dobrih sredinah. Večinoma smo še v dobrih letih, nismo prestari za kakšne take stvari in jaz to verjamem, da bo še kakšna priložnost, da se pokažemo tudi na reprezentančnem nivoju, na kakšnem velikem tekmovanju in da bo tudi še čas prišel, ko bo kdo od nas lahko naredil prestop v še kakšen večji klub. Boštjanovo vprašanje, kakšna je razlika potem, ko ste ostali sam od 3 Slovencev v Panathinaikosu? Ja, zagotovo je drugače imeti ob sebi še 2 soigralca iz iste države. Lažje je bilo sigurno nam vsem 3, sploh v prvih letih, ker priješ v neko novo državo, neko novo sredino, drugo nogometno okolje, ki ga morda ni nikjer drugje na svetu. Zelo specifično okolje in zagotovo smo si pomagali eden drugemu maksimalno. Zdaj je sicer nekoliko lažje, ker poznam sredino, poznam klub, poznam mesto, tako da se znajdem tudi brez njih. Ostali tudi soigralci so v bistvu zelo redo fantje, s katerimi se družimo, lahko tudi izven zelenice, tako da nekih problemov, da je bil osamljen, zagotovo nimam. Je pa seveda drugače, če imaš v slačilnici še 2 fanta iz svoje države.
Markovo vprašanje sprašuje, kako moteč je stres na dveh frontah igrati v tem delu sezone, potem ko ste bili do zdaj, do sredine marca, tudi v konferenčni ligi, na eni strani v grški ligi v lovu za naslov, na drugi strani pa tudi na vse zadnje reprezentančne tekme. Ja, mislim, da je realnost modernega nogometa, so te tekme v bistvu na 3 dni, ne, kar kdaj tudi zna biti naporno za nas glavne akterje, za nas igralce. Veliko si od doma, veliko si po hotelih, ampak to je naša služba in na koncu koncev radi počnemo to, kar počnemo, tako da v večini primerov to delamo z veseljem, pa pridejo tudi težki trenutki, sploh ob kakšnih porazih ali pa slabih tekmah, kjer pa si želiš mogoče malo miru par dni, pa ni te možnosti, ampak kot sem rekel, to je naš posel, v njem uživamo, to je tudi čar nogometa. Je pa res, da je treba biti zelo dobro pripravljen, da lahko zdržiš te napore tekom na vsake 3 dni. Za konec pa še moje vprašanje, sicer Panathinaikos je igral ravno kar s Fiorentino. Če bi zmagali, bi prišlo do dvoboja Celje Panathinaikos, kar so mnogi v slovenskem nogometu, mislim, da upali zaradi tega slovenskega vpliva v Panathinaikosu, ne vse zadnje tudi zaradi vas. Vprašanje pa zdaj iz celjskega zornega kota, kako premagljiva je Fiorentina? Ja, jaz tudi sam sem upal, da se bo zgodil ta obračun z Celjani. Lepo bi bilo prijeti v Slovenijo, igrati evropske tekme. Nažalost nam ni uspelo premagati Fiorentine, ki je zagotovo zelo kvaliteten tekmec, kvalitetnejši od Celjanov, imajo boljšo ekipo, ampak že večkrat smo videli v evropskih tekmovanjih, da ni pravila, da lahko tudi manjše ekipe premagujejo večje, kvalitetnejše ekipe in zagotovo Celjani, ukolikor bodo odigrali svojo najboljšo tekmo v sezoni, imajo možnosti proti njim, jaz v to verjamem. Kot sem pa rekel, ne bo jim lahko. Italijanske ekipe splošno so znane po zelo dobri taktični uigranosti, tudi z veliko kvalitetnimi igralci, tako da jih čakata 2 zelo težki tekmi, ampak hkrati za njih mislim, da tudi zelo lepi tekmi. To so tekme, ki jih hočejo igrati vsi, ki jih tudi si zaslužijo v bistvu slovenski klubi. In mislim, da je to samo en velik plus za slovenski nogomet. Hvala lepa, Adam, in veliko sreče v nadaljevanju sezone pa proti Slovaški. Hvala lepa. Sodnikov dodatek. Gremo se kviz, kdo je to, in sicer so njegovi klubi. Jaz jih povem, vi morate povedati, kateri igralec je igral za te klube. V pravilnem vrstnem redu so Sparta Praga, Genova, Milan, Trabzonspor, Parma, Watford, Slovan oziroma Slovan Bratislava. To je nek Slovak. To je nek Slovak. Čakaj, kdo je že igral za Milan? Sparta Praga, Ta vezist je, ne? Kucka. Genova je bil dlje. Jaz se ga tudi bolj iz Milana spomnim, verjetno zaradi tega, ker so takrat igrali več evropskih tekem, ampak pri Genovi je vseh klubov. Koliko je zdaj sploh star, on 40 že? Ne, 40 še ni, ampak je pa mislim, da v drugi polovici 30-ih, torej 35 na zgor, bi rekel. No. Sicer pa ja, od 12 naprej, torej od leta 2022 naprej spet v Bratislavi pri Slovanu, kot tam pravijo, sicer pa ja, pri Slovanu, vmes igral v angleški ligi, pri Watfordu, pa v Trabzonsporu, ki je Trabzonspor se skušal narediti šampionsko moštvo in potem tudi postal turški prvak. Ne vem, če Skutskov v postavi, ampak Trabzonspor je bil turški prvak prej in potem pa v italijanski ligi pri Genovi, pri Milanu. Čudno bi bilo, če ne bi imel enega Slovaka, glede na to, da Slovaška igra. Malce si predvidljiv. A še imaš kakšnega? Nimam, a imaš ti kakšnega? Imam jaz enega. Slovenska nogometna liga, včeraj sem malo gledal, ko je Nafta vodila v Celju, pa sem gledal, kdaj je nazadnje Nafta premagala Celje v Celju. To se je zgodilo 28. avgusta leta 2010. Goli za Celje Roki Štraus in Roman Bezjak, za Nafto Benko, Filipovič, Vinko in Kokol. Zanima me, kdo je bil takrat vratar pri Nafti? Stanislav Kuzma. Ne. Na klopi rezervni vratar je bil Aleš Ajlec.
Verjetno je Aleš, glede na to, da je iz unih koncev. Skoraj gotovo, ja. Kdo bi bil takrat pri... Aleš Luk. Ni on, ampak nekako ga devamo v ta koš vratarjev tu nekje. Jože ga zelo dobro pozna. Z priimki po rastlinah in po zelenjavi. Ne, tam nekje. Geografsko seveda ne. Geografsko. Torej, pač Štajerc ali Prekmurec. 2010. Kariero je zaključil pri Gereči vasi. Ježiš Marija. Sem vam pomagal. Jože, pomagaj. Še kakšen namig daj. Danes je star 46 let. Ok. Aha, Nemec. Ne, nekako ga devamo v tak... Joj. Ne. Ni. Sej ne vem, če je Nemec kadarkoli igral za nafto. Slovenec je. Ja. Mislim... Ni na Čeh, ne Nemec. Po priimkih. Močan pečat je pustil pri klubu, ki je odšel po drese v Firence. Pri Mariboru. Aha. Geršak, Luka. Ne? Ja, ko so se menjavali, pa ni bil Tomaš Dabanović. Murko. Prosim? Tomaš Murko. Tako je. Tomaš Murko bravo. je bil vratar Nafte, Maribor, Drava, Nafta, Aluminij, Gereča vas, Majšperk, Mladinec, Lovrenc in Gereča vas. Bravo Jože, bravo tudi Marko za kviz, hvala pa tudi tebi Boštjan. Super se je bilo tudi danes debatirati in pogovarjati o nogometu z vami. Naslednjič pa bomo z vami po tekmi v Stožicah Slovaško. Veliko zanimivih nogometnih vsebin in tekem nas še čaka na vse zadnje tudi 10. aprila, ko bo Fiorentina gostovala v Celju. Uživajte, se slišimo.